V novem šolskem letu maske ne bodo obvezne, vrača se samotestiranje na domu. Obnova fontane v Celjskem mestnem parku teče po načrtih. V Levcu poteka 49. srečanje starodobnih jadralnih letal iz celega sveta. Z novimi močmi in višjim proračunom želijo celjski hokejisti do 3. mesta v državnem prvenstvu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je predstavil strokovna priporočila za področje vzgoje in izobraževanja za bližajoče se šolsko leto. Nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v novem šolskem letu ni predvideno, se pa bodo osnovnošolci, dijaki in študenti še naprej morali samotestirati. Samotestiranje in prezračevanje prostorov sta ključna ukrepa, s katerima naj bi omejili prenos in širjenje akutnih okužb dihal ter s tem zmanjšali pritisk na bolnišnice. Otroci se bodo v primeru akutne okužbe dihal ali stika z okuženo osebo samotestirali doma in ne bodo prihajali v šolo. Na predlog pedagogov bodo v šolah s prilagojenim programom omogočili samotestiranje tistih, ki bodo prišli v šolo in bodo kazali znake okužb. Komplete za domače samotestiranje bo mogoče s kartico zdravstvenega zavarovanja brezplačno prevzeti v lekarnah. Prenova fontane v Celjskem mestnem parku, ki so jo začeli ta mesec, teče po načrtih. Fontano v sklopu vzdrževalnih del obnavljata javni podjetji Zelenice in vodovod Kanalizacija, naložba pa bo stala okoli 20.000 evrov. Sanacijo bodo tako uredili črno točko, ki je kazila podobo mestnega parka. Fontana v mestnem parku že vrsto let ni delovala in je svojo zapuščeno podobo kazila izgled mestnega parka, ki je sicer lepo urejen in vzdrževan. Skupaj z podjetjem Vodovod Kanalizacija smo se odločili, da bomo nekoliko obnovili oziroma opravili nekoliko večja vzdrževalna dela na tej fontani. Pri takšnih delih je res to, da nikoli ne veš, kaj se pokaže. No, tudi mi smo bili nekoliko presenečeni, ampak kakorkoli že, dela počasi prihajajo, se zaključujejo in računamo, da bo ta fontana v kratkem že imela svojo funkcijo in razveseljevala obiskovalce parka. Obnova poteka v skladu s smernicami Celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podjetje Zelenica izvaja gradbeno-obrtniška dela, v podjetju Vodovod Kanalizacije pa bodo poskrbeli za nov dovod in odtok vode. Fontana bo prenovljena v videzu klasičnega vodotesnega betona, brez modre barve, v katero je bila prebarvana zadnja desetletja. Na sredini bo kamnita zložba s klasičnim curkom vode. Obnovili smo celotno bazensko školjko. Tu moramo povedati, da sodelujemo tako z mestno občino Celje, kot tudi z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine, torej je vse v skladu z projektnimi pogoji. Menili smo, da bomo bazensko školjko samo površinsko obnovili, se je pa kasneje pokazalo, da je bilo potrebno zamenjati temeljno ploščo, ki je bila popolnoma uničena, torej tudi ta tako imenovani prstan smo obnovili. Seveda pa je do fontane bilo potrebno pripeljati tudi nov dovod vode in pa urediti torej vso ostalo tehnično potrebno opremo za delovanje same fontane. V fontani ob novem začetku delovanja ne bo rastlinja ali rib, prav tako ne bodo nameščali historične kovinske nizke ograje, ki je vidna na nekaterih starih razglednicah. A kljub temu na Celjskem zavodu za varstvo kulturne dediščine menijo, da bo njena pojavnost v prostoru enaka in da bo pripomogla k vtisu mestnega parka poznega krajinskega sloga. Delovati bi lahko začela že ta mesec. Mi računamo, da bo že pred septembrom, ampak kot rečeno, zmeri se najde še kaj nepredvidenega in mi računamo, da bo v kratkem že v funkciji, sedaj se opravljajo zaključna dela. Vodni bazen z vodometom so v Celjskem parku uredili leta 1909. Po več desetletjih, ko fontana ni delovala, vanjo pa so metali tudi odpadke, zdaj, po prenovi poti ob Partizanski cesti, ki jo je občina izvedla pred 4 leti, postala nov kamenček v mozaiku prenove mestnega parka.
Na letališču Levec bo do petka potekalo mednarodno srečanje jadralnih letal iz celega sveta. Gre za 49. tovrstno srečanje, ki pa ga prvič gostimo v Sloveniji. V Levcu se je zbralo več kot 80 pilotov z več kot 40 starodobnimi jadralnimi letali iz 15 držav. Najstarejše letalo je staro 89 let. Na športnem letališču v Levcu te dni poteka 49. mednarodno srečanje lastnikov starodobnih jadralnih letal. Organizator srečanja je Letalska zveza Slovenije, seveda v sodelovanju z domačim Aeroklubom Celje. Nikoli ni bilo še v naši regiji oziroma državi bivše Jugoslavije to srečanje. Najbolj južno, kar je bilo v Italiji. Mednarodni klub VGC Vintage Glider Club pa je ocenil, da je naš klub sposoben za organizacijo tega in so sprejeli našo kandidaturo, zato smo se odločili, da bomo organizirali in povabili vse te starodobnike v Celje. V Celju gostijo kar 80 pilotov iz 16 držav, večinoma iz Evrope, en pilot je celo iz Združenih držav Amerike. Večina jih kampira kar v gozdičku tik ob letališču, nekaj pa tudi v hotelih v Celju. In kako poteka običajen dan na letališču? Zjutraj ob 10. se vsi dobijo zgoraj v učilnici, kjer se naredi analiza prejšnjega dneva. Če so bile kakšne večje napake, varnostne težave, se to predebatira. Potem se pove plan za trenutni dan, vremenska pričakovanja, napoved, katera steza bo v uporabi ter kakšne druge informacije. Okoli 11. se vsi zberemo pred našimi hangarji, kjer skupaj z piloti spraznemo hangarje ter odvlečemo jadralna letala na štart. Okoli 12. pa se začne poletanje na vitlo ter na aerozaprego. Popoldne pa še kakšna druga aktivnost. En dan se je letelo na elastiko, en dan pa s pomočjo avtovleka. Kot je poudaril Žiga, se udeleženci srečanja v Celju počutijo zelo dobro, všeč so jim njihovi novi moderni prostori in ukolikor se jim bo ponudila priložnost, bodo zagotovo še prišli. Glede na to, da gre za starodobnike, pa je najstarejše jadralno letalo staro zavidljivih 85 let. Najstarejše jadralno letalo, ki je bilo tukaj, žal je že lastnik odšel z njim, je SG-38, ki je bil narejen leta 1937. Kaj pa letenje starodobniki? Se kaj razlikuje od modernih jadrilic? Imajo slabše performance, so lesena, pomeni na pristanku treba bolj paziti pri poletanju. Sinoči so pripravili tudi nacionalni večer, kjer so predstavili našo državo in pogostili goste. Dan prej pa internacionalni večer, kjer je vsak izmed udeležencev predstavil svojo državo. Sicer pa vkolikor si želite ogledati starodobnike in predvsem kaj vse še zmorejo v zraku, obiščite letališče in se prepričajte na lastne oči. V hokejskem klubu Celje v zadnjih letih niso bili zadovoljni z rezultatskim izkupičkom članskega moštva, saj je njihova želja že nekaj let povezana z osvojitvijo 3. mesta v državnem prvenstvu Slovenije. Po podaljšanju pogodbe s trenerjem Galom Korenom ter prihodu kar 7 novincev so letos trdno odločeni, da se v državnem prvenstvu uvrstijo takoj za Olimpijo in Jesenicami. V vodstvu kluba svoj optimizem gradijo na postorjenem prestopnem roku, ko so v klub uspeli pripeljati 4 tuje in 3 domače okrepitve. Priprave smo začeli, tako kot ste sam omenili, je veliko nekih novih obrazov v garderobi. Vsi ti novi igralci so zaenkrat pokazali za zelo delavne, pridne na treningih, tako da tudi karakterno so vsi fantje zelo v redu, tako da mislim, da tukaj ne bo nobenih težav. Jaz mislim, da je uprava kluba dobro naredila, nekaj novih okrepitev, to in tretje. Prejšnjo sezono smo bili bolj kot ne sami domači obrazi, zdaj so se pa res potrudili, pa dali še nekaj k temu, nekaj več pokazali. Jaz mislim, da je vsak nov obraz nekaj več, nekaj boljšega, nekaj sploh če je takle iz tujine, kot so, ne vem, fantje so igrali po dobrih ligah, mislim, da je to dobro, vsekakor, kakorkoli obrnemo. Glede na okrepljeno moštvo ter zvišanje proračuna v primerjavi s prejšnjimi leti so v klubu temu primerno tudi zvišali cilje. V državnem prvenstvu želijo osvojiti 3. mesto, na mednarodni sceni pa osvojiti naslov prvakov v regionalni IHL ligi. Ves trud v klubu, organizacija, potek treningov,
Vse je podrejeno temu, da letos napravimo korak naprej. Dejansko ciljamo na to 3. mesto v slovenskem državnem prvenstvu in pa na osvojitev mednarodne IFL lige. Mi bomo šli, tako kot sem že lansko let povedal, v bistvu to še zmeraj velja dan po dan, teden po teden, potem bomo pa s tem našim delom videli, kam nas vse skupaj pelje. No. Jaz pa mislim, da se bomo kot ekipa pokazali malo boljši luči, kot je to izgledalo v preteklosti. Že tako kot je tudi Gal, trener omenil, mi gremo dan po dan. Vsekakor je cilj končnica, pride čim dlje, ampak mi iz treninga v trening napredujemo, gledamo v bistvu bolj kratkoročne cilje, tako kot smo rekli, dan po dan, teden po teden, tako naprej. Vedno je cilj priti čim više, to 3. mesto si absolutno želimo, tako da tudi delamo maksimalno v tej smeri, da bi to dosegli. To je cilj, to sploh ni nikakršnega druga vprašanja, da bi karkoli druga bila. Prihodnja sezona naj bi bila za celjski klub predpriprava za sezono 2023-2024, v kateri si želijo Celjani postati del Alpske lige. V njej bodo v prihodnji sezoni izmed slovenskih moštev igrali Jeseničani. Ja, recimo, da je letos prehodna sezona, ki bo pokazala, če smo mi za te bolj ambiciozne načrte že pripravljeni. Če bo vse po sreči in če bomo uresničili cilje, ja, potem so ti načrti realni. Če bodo Celjani letos izpolnili cilje vodstva kluba ter osvojili mednarodno IHL ligo, v domači ligi pa se zavihteli na 3. mesto, se bo to zgodilo prvič v zgodovini kluba. Jutri bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 27, na Primorskem tja do 30 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo v južni in vzhodni Sloveniji, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo večinoma sončno. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želimo vam lep večer. Nasvidenje.